Dober dan, lep pozdrav strani Ekonomsko-socialnega sveta. Torej, danes smo opravili 298. sejo Ekonomsko-socialnega sveta, prvo po novih pravilih, tako da lahko ugotavljam, da smo preživeli krstno sejo. Danes smo obravnavali naslednje točke dnevnega reda. Poleg seveda potrditve zapisnika in sprejetje sklepov, ki so nujni, ker smo ustanovili 3 strokovne odbore kot organe Ekonomsko-socialnega sveta, je potem bila razprava glede 3. točke, ki je bilo sodelovanje socialnih partnerjev v evropskem semestru v letošnjem letu. Strani Evropske komisije je gospod Stančič predstavil, kakšna je videnje Evropske komisije pri oblikovanju teh pomembnih dokumentov in kako tudi Evropska komisija vidi vlogo socialnih partnerjev pri oblikovanju teh dokumentov. Potem smo pod 4. točko je Ministrstvo za finance predstavilo terminski načrt sprejemanja dokumentov v okviru Evropskega semestra 2017, kjer je treba poudariti, da smo se strinjali s tem, da posamezni ministri, ki pokrivajo posamezno področje, že v času priprave osnutkov predlogov, ki so potem del nacionalnega reformnega programa, vključijo v to pripravo tudi socialne partnerje, tako da smo bolj v dialogu s socialnimi partnerji pri pripravi teh pomembnih dokumentov za našo državo in predvsem državljanke in državljane. Tudi vlada bo pripravila neko pravila glede tega in seznanila tudi socialne partnerje, na kakšen način bo to sodelovanje potekalo. Osrednja točka je seveda uskladitev minimalne plače, bom o tem malce več kasneje, bi pa še povedala, da smo umaknili z dnevnega reda predstavitev predloga zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ker socialni partnerji niso dobili gradiv in seveda zaradi tega sama razprava ni mogoča. Bo pa seveda takoj, ko bo gradivo dosegljivo, bo sklicana izredna seja in bodo socialni partnerji seveda v skladu pravili še pred javno obravnavo zakona opravili prvo razpravo glede tega zakona. Če pa zdaj grem k osrednji točki, kot veste, Zakon o minimalni plači določa, da se le-ta uskladi enkrat letno z najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Lahko pa se pri tem v skladu z zakonom pri tej uskladitvi upoštevajo tudi 3 drugi indikatorji, to je rast zaposlenosti, rast plač in pa gospodarska rast. Na podlagi teh indikatorjev seveda po posvetu z socialnimi partnerji minister za delo predlaga dvig minimalne plače. Kot veste, je vlada dosegla uskladitev. Želela bi poudariti, da sama razprava o minimalni plači in dvig le-tega ne more biti tekmovanje. Vsi bi si želeli več, vsi bi želeli, da bi delavci dobili na minimalnih plačah to vrednost čim večje, je pa dejstvo, da je pri tem dvigu potrebno upoštevati tudi indikatorje in predvsem kazalnike gospodarske rasti in druge pomembne kriterije, ker ne bi želeli seveda povzročiti, da bi imel dvig minimalne plače kakršenkoli negativen vpliv na brezposelnost v naši državi. Kot veste, je bil moj predlog prvoten 2,6 %, po usklajevanju na vladi smo dosegli notranje strinjanje, kar je pomembno strani vseh resorjev, da predlagamo socialnim partnerjem dvig za 1,8 %, kar je 1,3 % realna rast, vkolikor ne bi dosegli soglasja na vladi, seveda bi se minimalna plača uskladila zgolj za malce manj kot 4 evre, tako pa je predlog bil, ki je bil danes tudi v obravnavi, bistveno višji, torej po tem predlogu naj bi bila minimalna plača neto 613,66 evrov oziroma bruto nekaj več kot 804 evre. Seveda je to nekje vmes, tako kot bodo povedali celotna delodajalska stran, je nasprotovala temu dvigu in seveda vztrajala, da se minimalna plača uskladi zgolj z rastjo
cen, z rastjo cen življenjskih potrebščin, torej z inflacijo, po drugi strani pa je bilo strani sindikatov zahteva po 5-odstotnem povišanju. Jaz res ne bi želela, da bi bilo ob tem dvigu nekaj nezadovoljstva in tudi nestrinjanja strani delodajalcev. Mislim, da je predlog 1,8, ki je tudi izenačen z rastjo plač, povprečnih plač v lanskem letu, je še vedno zaostanek glede gospodarske rasti v lanskem letu in prav je, da od gospodarske rasti imajo tudi delavci in verjamem, da strani delodajalcev tudi delijo to mnenje, da seveda tisti na najnižjih plačah, ki živijo težko, so pod pragom tveganja revščine, da seveda vkolikor nam gre kot družbi, kot celoti bolje, je prav, da tudi oni imajo nekaj od tega. Zdaj bodo pa seveda predstavili ločena stališča glede tega vprašanja tudi predstavniki Ekonomsko-socialnega sveta. Se opravičujem, dajem besedo gospodu Jožetu Smoletu, Združenja delodajalcev Slovenije. Najlepša hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in seveda tudi jaz bi se pridružil temu, da delovanje Ekonomsko-socialnega sveta po novih pravilih je seveda dosti bolj učinkovito. To kaže tudi čas, ki smo ga porabili za našo sejo, kakor tudi seveda njegova učinkovitost. Žal pa seveda pri ključni točki današnjega dnevnega reda, to pa je uskladitev višine minimalne plače, seveda delodajalci nismo mogli pristati na predlog ministrice, še manj pa seveda na predlog predstavnikov sindikatov, ki je bil še dosti višji. Zdaj, kako to utemeljiti? Jaz bom naredil en uvod, potem pa bodo seveda tudi ostali predstavniki na delodajalski strani pripravljeni odgovarjati na vaša vprašanja. Zdaj, dejstvo je, da je po naši oceni višina minimalne plače, ki predstavlja 51,4% povprečne plače, previsoka. Previsoka v toliko, ker predstavlja uravnilovko in z tem razmerjem smo prvi v Evropi. Ne smemo pozabiti, da se je minimalna plača lani dvignila zaradi spremembe definicije minimalne plače in rad bi vas spomnil, da se je seveda minimalna plača dvigovala tudi takrat, ko smo imeli negativno gospodarsko rast in tudi deflacijo. Torej, nekega avtomatizma, kako bi zdaj dvigovali, ker nam gre tako dobro, seveda vprašanje je, ali gre vsem res tako dobro, koliko delodajalcev pa posluje ta trenutek negativno in kje je največ minimalnih plač. Seveda bi ob tem še rad vseeno izpostavil, da ko smo slišali, koliko bo nova minimalna plača po novem, koliko bo neto, koliko bo bruto, če primerjamo seveda ta bruto z bruto plačo v Avstriji in pogledamo, kakšna je tam neto minimalne plača iz tistega bruta, potem seveda zelo lahko ugotovimo, da tudi od tega dviga bo imela država skoraj dvakrat več kot pa tisti delavec, kateremu vsi plediramo in želimo dobro pri njegovem dvigu. Torej, seveda, dajmo se vprašati, kdo tukaj zares dobi. Zdaj, ko sem rekel uravnilovka, vsi govorimo, kako je potrebno nagraditi dobre. Prišlo je do razbremenitve dohodnine teh v višjih razredih in s tem je prišlo do nekaj manevrskega prostora, vendar ravno ta prostor bomo zdaj takoj povozili in zopet bomo na tem, kjer smo bili pred to razbremenitvijo. Tako da bi rekel, da kar z rokami naredimo, to z repom porušimo. Zdaj, želel bi vas še opozoriti na to, da seveda, ko govorimo o gospodarski rasti, kako je vse krasno,
Vpliv plač na samo podjetje je seveda različen. Različen v delovno intenzivnih podjetjih, to je tam, kjer predstavljajo plače največji strošek delodajalca, in pa seveda kapitalno intenzivnih podjetij, kjer lahko predstavljajo plače tudi samo nekaj odstotkov. In seveda, tako kot sem prej dejal, v podjetjih, ki imajo izgube, predstavljajo vse te dodatne obremenitve popolnoma drugačno sliko, kot jo lahko naslikamo v povprečju. Zdaj, da bo to bolj jasno, bom dal primer varovanja. Podjetja, ki se ukvarjajo z varovanjem, imajo največ minimalnih plač, zato ker to zahteva narava dela. Danes sem izpostavil vprašanje, da je eden največjih naročnikov glede varovanja prav država. To so letne, še večkrat pa dvoletne pogodbe. Sedaj bo država direktno dodatno obremenila ta podjetja, s katerimi je sklenila pogodbo, in vprašanje je, ali bo pripravljena tudi korigirati to pogodbo, ki jo ima z podjetji za varovanje, kajti ona je direkten in edini krivec, da bo prišlo do večjih stroškov. To vam pa govorim zaradi tega, ker ko je prišlo do 22,9-odstotnega dviga minimalne plače, takrat tega država ni zmogla, in seveda podjetja, ki so takrat šla stečaj, in tisti ljudje, ki so šli na borzo, seveda niso prišli in povedali, kaj se jim je zgodilo. Je pa mogoče to dobra šola, pa en plastičen primer, da seveda ne gre za povprečja, gre za podjetje in panogo natančno. Zaradi tega seveda še enkrat mi tukaj enotno zagovarjamo, da se lahko minimalna plača dvigne največ za 0,5 odstotkov, kolikor veleva zakon. Hvala lepa. Gospa Čerin. Hvala za besedo. Še mogoče par besed z naše strani. Dejstvo je, da smo imeli zadnji 2 leti deflacijo, in v zadnjih 10 letih se je povprečna plača povečala za 50%, medtem ko je šla rast cen komaj za 1/5 gor. Se pravi, vrednost minimalne plače in kupna moč z tega naslova minimalne plače se je zelo povečala. Dejstvo je, tako kot je rekel gospod Smole, da je razmerje med povprečno plačo in minimalno plačo izredno neugodno v smislu uravnilovke v tej družbi in v smislu demotivacije posameznih skupin za delo. In dejstvo je tudi, da je seveda slovenska povprečna oziroma slovenska minimalna plača obstoječi višini še enkrat višja kot v državah, višegrajskih državah, in je zgolj 4% nominalno v tem znesku, ki ga zdaj imamo, nižja od povprečne plače v Evropski uniji. Istočasno je pa dodana vrednost in produktivnost Slovenije bistveno pod evropskim povprečjem, dosegamo jo komaj v dobrih 70 odstotkih. Se pravi, da smo pri višini minimalne plače vseeno zelo, bi rekel, odstopajoči od teh ostalih ekonomskih kazalcev. In rada bi poudarila tudi to, da se število zaposlenih z minimalno plačo v zadnjih letih bistveno zmanjšalo. Zdaj jih imamo okrog 30 tisoč, 8.800 jih je v javnem sektorju, preostali so v zasebnem sektorju, in seveda ta razkorak med rastjo minimalne plače napram ostalim plačam je vse večji tudi po slovenskih, bi rekel, regijah. Ugotavljamo, da se nižje plače hitreje višajo kot plače kvalificiranega kadra, in tukaj bi morala tudi politika
ustrezno ukrepati. In ne nazadnje, minimalna plača je zakonska obveza delodajalca. Ne gre za to, ali jo bo izplačal, jo mora izplačati. In situacija je v posamičnih gospodarskih subjektih zelo različna. Mi govorimo o gospodarski rasti Slovenije nasploh, vendar se je treba zavedati, da je večina te gospodarske rasti na osnovi delovanja izvoznikov. Dejstvo pa je, da imamo cel kup gospodarskih subjektov, ki v tej storitveni in delovno intenzivnih panogah komaj vlečajo konec koncev. Za njih bo to breme rasti minimalne, predlagane rasti minimalne plače izredno veliko. In v končni fazi mi imamo še vedno 99.600 brezposelnih na Zavodu za zaposlovanje. To je struktura brezposelnih, ki ima večinoma nižjo kvalifikacijo. Tudi njihova, bi rekel, zaposljivost bo na osnovi povečanega stroška dela bolj vprašljiva, kot je bila včeraj. Hvala. Hvala lepa. Jaz se bom pridružil ugotovitvi, da je zabeležena gospodarska rast prikazana kot rast celotnega gospodarstva, v resnici pa gre za zelo raznolike stopnje rasti glede na različne gospodarske panoge. Sam prihajam iz malega gospodarstva, ki je večinoma orientirano na slovenski trg in večinoma ni deležno dobrobiti te zabeležene velike gospodarske rasti. Rad bi izpostavil še to, da zelo veliko število samostojnih podjetnikov, posameznikov si prispevke obračunava od minimalne plače in vsak dvig minimalne plače pomeni tudi više prispevke. Na Obrtno-podjetniški zbornici smo že večkrat izpostavili in večkrat želeli, da bi vlada vzela bolj proaktivno vlogo v tem procesu socialnega dogovarjanja in da bi vlada z znižanjem prispevkov omogočila, da se ne izplačujejo zgolj minimalne plače, ampak da se izplačujejo človeku dostojne plače. Torej, kot je bilo že ugotovljeno, minimalna plača sicer res prenese nekaj priboljška tistim, ki so jo deležni, večina priboljška bo šla pa v proračun. Z tega mesta pač ponovno pozivamo vlado, da razmisli o nižanju prispevkov in s tem razbremenitve in nam vsem skupaj omogoči, da izplačujemo više neto plače ob enakih bruto plačah. Torej, mi podpiramo uskladitev rasti minimalne plače zgolj z rastjo cen osnovnih življenjskih potrebščin. Hvala. Mija Lapornik, Trgovinska zbornica Slovenije. Samo čakaj. Če malo Jaz se vidim še videl. No, zdaj najprej naj povem, da je izjemno težko in nehvaležno presojati zdravstveno reformo, ene ključnih sprememb v tej državi, potem kar povedo predlagatelji, ne da bi imeli v rokah predlog sprememb zakona. Namreč predlagatelj pove tisto, kar se dobro sliši, medtem ko tisto, kar je problematično, pa zamolči. In mi se bojimo, da prav tisto, kar ni bilo povedano, vprašanje, kaj bo z svetom zavoda, torej kdo bo odločal o prispevnih stopnjah, je eno takih stvari, ki je bilo včeraj zamolčanih. Zato je sodba o tem seveda preuranjena. Dejstvo je, da je dobro, da bi imeli progresivno prispevno stopnjo. Tisti, ki imamo več, naj tudi več plačamo in obratno, tisti, ki imajo manj, ne manj plačajo. Drugi elementi pa so seveda še zelo zaviti v meglo. Tako da pri tem pa seveda moram reči, da je način,
kako se lotevamo tega, zlasti ministrice za zdravje, ne, ko to kot glavno državno skrivnost ta zakon nosijo okrog, kot da govorimo o tem, kam bomo razporedili bunkerje, ko bojo prišli po nas, se mi zdi neprimerno, in verjetno proizvaja neproduktivne učinke, na nek način morda po nepotrebnem dviguje nasprotovanje tej reformi zaradi načina, kako se vlada loteva tega in skriva kot kača noge ta zakon. Zakaj pa danes niste tega obravnavali? Torej, kot veste, je bil predlog delodajalcev, da zaradi tega, ker dokumenta ni in tukaj smo se sindikati po vsebini z njimi v celoti strinjali, je bila zahteva, da se umakne z dnevnega reda in drugega tudi pričakovati ni bilo. Kdaj boste pa pol imeli? Ja, mi danes o tem nismo govorili. Sindikati v vsakem primeru pričakujemo, da bo do usklajevanja in do oblikovanja pogajalske skupine za ta zakon prišlo še pred javno razpravo, ki se naj bi začela čez 14 dni. Mi bi želeli imeti ta zakon najkasneje v enem tednu na svojih mizah. Omejitev bolniških nadomestil, kaj pravite glede tega? Bomo pogledali v tekst. Mislim, izkušnja pri mojih letih kaže, da najprej reče hop, potem pa skoči. Kaj se vse je dogajalo zdaj 10 let in moram reči, da zdaj zdravstvena reforma, ki 2 milijona Slovencev zadeva, jaz nimam nič proti, da vi novinarji prej izveste, ampak je bilo rečeno, da bomo imeli to danes na seji SSE, točka omaknjena, kar se ne strinjam. In s temeljnih sodišč bi nas lahko že kdaj seznanili, zdaj ko sem prebiral, kdo je vse teh skupinah sodeloval, tudi se nekateri pač lahko posamezniki, ki zagovarjajo razne interese, lobije, tudi to, in menim, da je se zdaj zgodilo način devalviranja ekonomsko-socialnega sveta. Kljub temu, da smo pravila neka nova sprejeli in se s takim načinom pa pristopom ne strinjam. Kar zadeva not pa rešitev, to pa bomo, torej videl sem, da je zakon objavljen na MMC-u, to si bom danes pa drugi dne boš tudi sprintali in drugi teden, ali ko bo seja SSE, ali če bomo seveda dali svoje ugotovitve, stališča in pa pripombe. So pa nekatere stvari, torej bom rekel, prostovoljno dodatno zavarovanje, mene, torej delavci, pustim zdaj z vrhuške, tiste, ki so bile prej in so tudi zapeljale, pa devalvirale to namennost, pa pomen. Sindikati smo ustanovili z prostovoljno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. Pred leta 1994-1995, ko smo zbirali pristopne izjave, se spomnim, sem tudi sam sodeloval, je bilo zbranih nekaj 100 000 pristopnih izjav in zdaj so tile, bom rekel, nekateri fakini, bom rekel, uničili ta namen, uničili cilje, tudi tako, kaj so delali od bivšega direktorja lekarn, pa tudi sedanjega, ki vodi tole, in s tem, da pa nobenega ne skrbi, mene pa zelo skrbi, kaj bo z ljudmi. 500 ljudi v delovnih mestih, ki so zelo nizko plačani, ki delajo, ja, tako, Vzajemna, potem zdravstvena zavarovalnica v Triglavu, potem Adriatiku, in pričakujem, da bojo tudi ministrica ponudila neke rešitve. Rešitve so, kam boš delavce prestrukturiral, ali bo del delavcev šel delati, ne vem, pod okrilje zdravstvene zavarovalnice Slovenije, ali bo del delavcev šel delati v FURS, ker 400 milijonov evrov povrat zavarovalnih premij je glede vodenja evidenc pa vsega tega ljudi, da bo rekel, zdaj bo pa to delo samo FURS premalo. To trdim in to se tudi upam, da se zavedajo. Čeprav nekaterih izračunov pa ni. Drugo, kar me pa seveda, torej tole, zdaj bom rekel tako, če bi bilo sorazmerno, največja rezerva pa vidim tudi pri zdravilih, pa ceni zdravil. Tam je 120 pravnih subjektov, ki v Sloveniji ko določajo cene zdravil. Poglejte si, da ne govori, jaz sem predlagal zakon o zdravstveni dejavnosti, da bi nekatere vertikale na tem segmentu pač se preprečile, vendar ni bilo šlo skozi. Ampak če bi tamle na tem segmentu zdravil, hudiča, zakaj pa ne naredijo neke poteze podobne, kot so v Avstriji, bom rekel, ni treba dalje iti, tudi na nabavo materijala bi naenkrat veliki prihranki bili, potem pa tudi lahko na tem segmentu. Ne bi rekel, so vse linije sorazmerno upoštevali. Zdaj boš pa vse ko spet po 500 delavci in bomo
jaz se strinjam, da naj vseka najprej po vodstvu in uprava, ki so to zavozile, in naj ministrica Kolarjeva jasno natančno pove tudi to, kako si zamišlja, kaj bo s 500 ljudmi. Ve, ko sva sodelovala pri prehodu delavca Rujpa v Durs, ko je bila ministra za finance, državna sekretarka za področje proračuna in to od nje tudi pričakujem. Najlepša hvala.